Ker sem zadnjič naredil en tak lep zgodovinski pregled vseh generacij Passata, smo v uredništvu dobili kar nekaj pohval, pa hkrati tudi nekaj nervoznih odgovorov v smislu, ja, zgodovina, vse je v redu, ampak mene zanima tale novi, ker sem s prstom že nad miško in samo še čakam, da potrdim naročilo. No, če vas zanima sodobna tehnologija, potem bo ta prstek kar hitro trznil, a ne da? Mi je dalo misliti, kam vse je prišel razvoj novih avtomobilov, sploh takšnih, ki kar pokajo od tehnoloških bombončkov. In ko boste v salon prišli gledati novi Passat variant, limuzine itak ni več, ker vsi hočete imeti karavana, vam bo marsikatera podrobnost hitro ušla. Opazili boste, da ima več prostora kot kombi, da je sredinski zaslon enormen, veliko tehničnih elementov bo šlo pa mimo vas. Recimo luči. Ledice so serijske, takšne matrične LED luči pa doplačilne in slišijo na ime IQ Light. Pravzaprav so serijske pri paketih Elegance in pri takšnem N-Line, no so mi dale pa misliti, kako močno je v 10 letih napredovala tehnologija luči. 19216 mikroledic je skritih tukaj, te so potem sestavljene v več grozdov in ti se med vožnjo nenehno prilagajajo. Svetijo do 500 metrov daleč, znajo usmeriti snop tja, kamor ga lahko in zmanjšati snop točno tam in edino tam, kjer bi kogar motil. Ampak okej, to boste opazili samo po noči, vas pa opozorim na še eno stvar, ki jo boste praktično nezavedno občudovali v vsaki vožnji. Še posebej, če boste svoj Passat nabutali z opremo in med drugim recimo izbrali tudi boljše sedeže. Tile imajo oznako Ergo Active, kar pomeni, da imajo certifikat AGR za zdravo hrbtenico. In so električno pomični. Se malo težko govorim ta moment, ker me tudi masirajo in ponujajo 8 različnih vrst masaže. Tako da se moram v bistvu samo še odločiti, katera mi najbolj paše. To je kar fajn. Čeprav šef bi rekel, nobena, pejdi delati naprej. Okej, čeprav ga ni tle. Zdaj smo pa že na področju, ki celo mene malo polarizira, pa čeprav imam rad velike zaslone. Evo, moj telefon je med večjimi, televizija doma tudi, pa se vse ne moram odločiti, če mi ni tole preveliko. Kaj smo prišli, a ne da? Ko sem bil jaz mulc, še doma televizije niso bile takole velike, marsikater laptop je danes manjši od tega sredinskega zaslona. V osnovi ima novi Passat sredinski zaslon z diagonalo 12,9 palca. In to je veliko. Doplačilno pa je na voljo takšen 15-palčni Discover Pro Max in to je še več. Uporabnih razlik med obema ni veliko, ker sta oba moderna in podkrepljena z najnovejšim vmesnikom in celo z umetno inteligenco. Oba tamle zadaj nekje skrivata sogovornico Ido, ki lahko odgovarja na vaše vprašanja. Hello Ida, can you change your voice to male voice? Okay, I'll change my voice. I'll welcome you with my new voice the next time you wake me up. Če vprašate mene, je že osnovni zaslon več kot dovolj velik. Vsebino telefona itak lahko preslikate na ta zaslon in potem vas, na primer, navigacija vodi kar tukajle. Telefon pa je lepo v predalčku. Sodobna tehnika za sodobne stvari torej, a ne? No in telefon se tukajle lahko brezžično polni in to s kar 15 vati moči, kar je precej veliko. No, razen če imate iPhone, tisti se ne more, pa ne zaradi avta, zaradi samega telefona. In ta predal je tudi hlajen, tako da telefonu ne bo vroče. Kadar je tukaj noter, pa uporablja induktivno povezavo z zunanjo anteno. Po slovensko, kadar je telefon v tem predalčku, za signal uporablja anteno avtomobila in ne svoje. Tudi blažilniki so prav hudi in sistema Travel in Front Assist ravno tako, ampak tega se lotim v prihodnje, ko se bom s Passatom malo več zapeljal. In brez skrbi, tudi prostornost bomo konkretno obdelali v prihodnje. Moram pa pokazati še dve zelo zanimivi tehnični stvari. Prva je V-E-Connect. Lastniki samo prenesete aplikacijo, se registrirate in v njej dodate svoje vozilo. Potem pa lahko že pred odhodom recimo vključite navigacijo in vnešena pot vas bo počakala, ko se boste že usedali v avtomobil. Lahko tudi preverjate status vozila nadaljavo, naprimer koliko je še goriva, določite celo temperaturo, ki vedno najbolj ustreza vam in potem bo vaš avto vedno poskrbel, da bo res taka. Ogromno stvari dejansko lahko naredite in avto v tem primeru ni več samo avtomobil, ampak vaš osebni pomočnik. Pa še druga fora, mobilni ključ, huda zadeva. Otroku, ženi, prijatelju, komurkoli pravzaprav lahko preko varne povezave pošljete mobilni ključ in potem on brez pravega fizičnega ključa s svojim mobilnim telefonom lahko odklene avto, zažene motor in se odpelje.
zakon. Jaz bi to našim fantom iz uredništva velikokrat omogočil, da ne bi avto rabil 3 dni stati na dragem letališkem parkirišču in bi ga brez ključa lahko enostavno odpeljali ven že isti dan. Pa če en takšen primer, kjer bi bilo vse skupaj ceneje za moj žep predvsem. Zdaj imam pa v glavnem en teden časa, da ga pomerim po dolgem in počez tega Passata, ker bom v naslednjem prispevku z njim vozil nekaj velikega.